V četrti tekmi prvenstva, druga zaporedna domača zmaga, 2 tekmi v Ljudskem vrtu, 2 zmagi. Na koncu lepa zmaga proti Kopru, 2-0 s krasnima zadetkoma, v prvem polčasu Žiga Repas, v drugem polčasu pa Isaac Čipamba, ki sta tako oba pri 2 golih v tej sezoni. V primerjavi s tekmo v Celju je Darko Milanič pustil prvo postavo nespremenjeno. V prvem polčasu malce bolj enakovredna igra z premalo potrpljenja v napadu, kljub temu pa krasen zadetek Repasa v 10. minuti za vodstvo. V drugem polčasu pa totalna kontrola in popolna dominacija, kronana z čudovitim golom Isaaca Čipambe z roba kazenskega prostora. V zaključku tekme sta prve minute v tej sezoni dobila v prvenstvu tudi povratnika iz svetovnega prvenstva Rekik in Seri. Najzanimivejši trenutki nedeljskega večera v Ljudskem vrtu v nadaljevanju. Vsekakor je Koper v lanski sezoni pokazal, da gre za izjemno kvalitetno ekipo, ampak ja, nekako mi lahko rečem, da smo iz tekme v tekmo boljše, iz tekme v tekmo prihajamo v tisti ritem, ker smo nekako dosti igralcev zamudili te priprave in verjamem, da bomo se bo še boljše. Rezultat je odličen, zmaga, res sem zadovoljen. V prvem polčasu ta izredno lep zadetek, ki smo ga dosegli, pa še nekaj konter, ki bi lahko boljše izvedli. Drugače pa zelo veliko nekega njihovega pritiska na našo zadnjo linijo in tu nismo v večjem delu uspeli najti dobro kontrolo žogo. Vendar smo bili na drugi strani zelo osredotočeni v bloku in smo tu dali res vse od sebe, da ne prejmemo zadetka. Potem v drugem polčasu se je stvar spremenila, tu smo imeli odlično kontrolo, oni nam več niso delali tega pritiska na zadnjo linijo, oziroma smo mi to zelo dobro reševali in tako v celem imeli drugi polčas čisto po kontrolo, tudi zadeli. Edino v dveh momentih smo
bili malo nonšalantni in smo dopustili, da nasprotnik pride do priložnosti. Generalno gledano, lepa zmaga proti dobri ekipi. Še tretjič v tej sezoni, torej brez prejetega gola in druga zmaga, najlepša možna popotnica za prihodnji vikend, kar so navijači tudi po tekmi skupaj z nogometaši napovedali, množično gostovanje na večni derbi, ki bo prihodnjo soboto v Ljubljani.